Lepo vas pozdravljamo, gledalke in gledalci studija VTV vaše televizije Velenje. Vabljeni k ogledu torkovega VTV magazina. Preverimo najprej napovednik. Župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, je včeraj pripravil zadnjo novinarsko konferenco v letošnjem letu. Povzel je dogajanje na zadnjih dveh rednih sejah občinskega sveta in predstavil načrte za prihodnje leto. Župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, je na zadnji letošnji novinarski konferenci povzel največje investicije, ki so zaznamovale letošnje leto. Pričeli so izvajati 78 sanacijskih infrastrukturnih projektov, od tega so jih 23 zaključili, 10 projektov je v aktivni izvedbi, 45 projektov pa je v različnih fazah priprave. S tem letom je težko biti nezadovoljen, kajti investicije so se res v veliki meri pojavile, kajti država nam je dala veliko možnosti, da saniramo občino po poplavah. Te možnosti države smo izkoristili v veliki meri, tako da lahko govorimo o rekordnem številu pogodb, o rekordnem številu investicij, kar seveda ni bilo možno razmišljati pred samo sanacijo. In ko bomo potegnili črto, bomo videli, da investiramo to, ko smo včasih več kot 5 let skupaj. Med drugim dobiva novo podobo atletski stadion, kjer bodo v drugi fazi prenove na novo uredili atletsko stezo in razsvetljavo. Ocenjena vrednost izdelave investicijske in projektne dokumentacije je dobra 1,2 milijona evrov. Kandidirali bodo na 2 razpisa, Fundacije za šport Republike Slovenije in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Iz teh dveh virov načrtujejo, da bodo prejeli slabo polovico potrebnega denarja, ostalo bo krila občina sama. Prva faza bi morala biti končana do konca novembra. V prvi fazi so se dela zavlekla zaradi nizkih temperatur, ki so nastopile, in pa tudi zaradi dvomov, ali je ustrezen material, ki se vgraduje pod stadion. Dobili smo namreč obvestilo, da je ta material vsebuje preveč neželenih snovi, zato smo dela tudi z tega razloga zaustavili in sedaj potekajo analize, ali je material z okoljskega vidika ustrezen. Župan je na novinarski konferenci povzel tudi sklepe zadnjih 2 sej občinskega sveta, kjer so med drugim tudi uskladili ekonomske cene vrtca. Vrtec v Ravnah na Koroškem trenutno posluje s 23 oddelki, cena za prvo starostno obdobje se bo zvišala za dobrih 9%, za drugo starostno obdobje pa za 1,5%. Na 21. redni seji pa so obravnavali tudi nov pravilnik, in sicer za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v občini. Občina se je odločila, da za območje starega mestnega jedra, ki je pod varstvom kulturne dediščine, uvede pomoč za razvoj gospodarstva. Cilj tega projekta oziroma programa, projekta, ukrepa, lahko rečem je, da bi trg na Ravnah ostal živ v smislu gospodarske dejavnosti. Predvsem je jedro tega je Trg Svobode in pa Partizanska ulica, pa tudi okolica, kar je zajeto v grafičnem smislu, kot sem rekel, kjer je kulturna dediščina. V proračunsko postavko, ki bi prosledila v proračunu 2026, smo določili pač vnaprej pravila, po katerih bi subvencionirali tem gospodarskim subjektom stroške poslovanja, kamor spadajo tudi stroške najemnine, ogrevanja in drugih operativnih stroškov, in bi tem subjektom pač namenili sredstva z željo, da torej mestno jedro, trg ostane tudi v tem smislu gospodarskih dejavnosti živ. Nov ukrep je tudi pravilnik o pogojih in postopkih o dodeljevanju subvencij mladim in mladim družinam za najem tržnih stanovanj. Na Ravnah imamo relativno visoko številko tako imenovanih neprofitnih stanovanj. To je številka okoli 700, oziroma točno zdaj ne prav pogledala, moram pogledati cifro, kjer v bistvu so najemnine relativno nizke, so tako imenovane neprofitne najemnine, ki znašajo na Ravnah od 3 pa mislim, da do maksimalno 5 evrov v čisto novih enotah. Poleg tega pa smo uvedli za ciljno skupino mlade in mlade družine, da bi
to ceno tržne najemnine približali ceni te neprofitne najemnine z torej pomočjo, zopet s proračunsko postavko, kjer bi odstotkih tržne najemnine pač podeljevali različnim mladim skupinam subvencijo. Pripravljajo tudi 3 območja za novo stanovanjsko gradnjo. Proračun za prihodnje leto pa bodo dali v prvo branje na januarski seji občinskega sveta, sprejet pa bo predvidoma v mesecu marcu. Med načrtovanimi investicijami pa gre omeniti gradnjo novega vrtca v Kotljah, januarja pa bodo ponovili razpis za prodajo zazidljivih parcel na področju Čečovje jug. Trenutno je prodanih 12 parcel od 22, 8 pa jih je občina obdržala. Parcele so namenjene individualnim gradnjam, dosedanji kupci, po besedah župana, vsi prihajajo iz Koroške regije. Občina Ravne na Koroškem se je odločila tudi za nakup prostorov Koroške kmetijske gospodarske zadruge. Gre za pritličje objekta z notranjimi prostori v velikosti 150 kvadratnih metrov in večje zemljišče. Prejeli smo ponudbo, oziroma informacijo, da zadruga, Koroška kmetijsko gospodarska zadruga prodaja dokaj pomembno zemljišče v naši občini, v bližini kulturnega centra, na vhodu v občino iz smeri Dravograda, se z njimi povezali ter zagotovili, da je občinski svet sprejel in da bo tudi sredstva v proračunu za nakup te parcele, okoli 2000 kvadratov velike in tudi poslovnih prostorov. Tu v glavnem bi uredili, kljub različnim idejam, ki tu obstajajo, parkirišče, lahko tudi manjši turistični informacijski center na vhodu v Ravne, v glavnem pa bi to bilo služilo za parkirišče za potrebe kulturnega centra. Pogodba je trenutno v podpisovanju, vrednost pa je okoli 245 tisoč evrov. Župan občine Podčetrtek Peter Misja je na tradicionalni sprejem v dvorano Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek povabil gospodarstvenike in podjetnike. Kot je med drugim poudaril, dobro sodelovanje med občino in gospodarstvom prispeva k hitremu razvoju občine. Poleg gospodarstvenikov in podjetnikov, ki delujejo v občini Podčetrtek, so bili na sprejem vabljeni tudi gostje. Med njimi sta bili generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin in priznana strokovnjakinja za gospodarstvo in turizem doktorica Ljubica Kneževič-Cvelber, ki je v krajšem predavanju predstavila trenutne, predvsem makroekonomske razmere, ki vplivajo in bodo vplivale tudi na slovensko gospodarstvo in turizem. Pred tem je župan Peter Misja zbrane pozdravil in na kratko predstavil končane in aktualne projekte. Ponovno je poudaril, da občina zelo dobro sodeluje z gospodarstveniki in podjetniki. Ne glede na to, da imamo neke razne razgovore, mislim, da je glavna zadeva to, da z prostorsko zakonodajo po OPN-ji omogočamo izredno razvoj. To se kaže tudi v izgradnji, ki v zadnjem času poteka izredno intenzivno. In tudi lahko rečem, da omogočamo z malimi komunalnimi prispevki, z neobdavčitvijo nezazidanih stavbnih zemljišč in še marsikaj tudi boljšo realizacijo. Kot je povedal župan, je občina zelo dobro zaključila iztekajoče se leto, za projekte v prihodnjem letu pa ponovno zagotovila velik delež evropskega in državnega sofinanciranja. Tudi prenos sredstev je izredno velik, kljub temu, da smo veliko projektov realizirali, se nadejamo, da bomo vse evropske in pa tudi državne projekte, ki smo ali pa sofinancirane iz Evrope in države pridobili, da bomo tudi realizirali. Občina Podčetrtek, mislim, da na tem območju ni niti ena občina, ki bi tako hitro rasla, ki bi se tako hitro razvijala in lahko rečem, da produkt tega pa mala občinska uprava, zelo dober občinski svet in pa tudi ljudje, ki so pravzaprav skoraj vsi brcajo na isti gol, kot jaz rad poudarjam. Tudi v svojem nagovoru je generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin poudarjala zelo uspešen in hiter razvoj občine Podčetrtek. To je zagotovo rezultat sodelovanja in streljanja na isti gol, je poudarila, ob tem pa izpostavila tudi trgovsko žilico, ki jo prebivalci Podčetrtka, znanega po tradiciji sejmov, zagotovo imajo. Prokurist Termolimije Vasja Čretnik pa je nakratko predstavil velik investicijski ciklus v tej družbi, ki bo maja prihodnje leto v Podčetrtku odprla nov družinski hotel in ki se že pred dograditvijo odlično trži. Na srečanju je za glasbeno popestritev poskrbel mladi virtuoz Dejan Romih, ki je zaigral na nov klavir v dvorani Centra za promocijo podjetništva. Sledilo je neformalno druženje v predverju z željami po uspešnem novem letu. Kakšne pa so za prihodnje leto želje župana?
Jaz zmeraj zaželim veliko zdravja, drugače pa zaželim si pa lahko tudi to, da bi vsaj tako delovali, kot smo v letošnjem letu. Predvsem si želim veliko gostov, to tudi daje eno moč naši občini. Po drugi strani pa dobro gospodarstvo, ker smo danes pri gospodarstvu veliko navdiha. Predvsem pa si želim, da to, kar so si začrtali tudi podjetniki, ker lahko rečem, da gre za izgradnjo velikih objektov tu v občini Podčetrtek, da se uresničijo. Najbolj si želim pa prav gotovo odprtja novega družinskega hotela, ki bo 21. maja. In zagotovo bo tudi prihodnje leto v občini Podčetrtek še veliko drugih uspešno zaključenih projektov. V četrtek je v telovadnici osnovne šole Vojnik potekal županov novoletni sprejem. Na sprejemu je Branko Petre podelil priznanje športnikom, ki so z uspehi izstopali v letu 2025. Na vsakoletnem županovem novoletnem sprejemu so v občini Vojnik v četrtek podelili priznanja za dosežke na športnem področju in se zahvalili za celoletno sodelovanje. Zbrane je nagovoril tudi župan občine Branko Petre in izpostavil pomembne dosežke v iztekajočem se letu. Ja, delali smo na odpravi sanacijskih teh poškodb, tako da smo sanirali kar nekaj plazov, naredili smo nekaj na cestah. Imamo že kar nekaj let v teku program sistematske obnove naših cest. Naredili smo pomemben projekt v Lindekov vodovod, ki smo seveda tudi dodatno oplemenitili z evropskim sredstvi. Igrišče na Frankolovem je tudi en tak projekt, ki je prinesel eno novo vrednost v naš kraj. Pa recimo obnova Ivence z kanalizacijo, ki jo pa seveda navezujemo na Škofjo vas. Mislim, da smo naredili pomemben korak tudi v tem sodelovanju med občinami, tako da je tudi ta zadeva dobra. Medtem ko za naprej je pa nastavek seveda projekti, ki smo jih naredili za širitev osnovne šole v Vojniku, odnosno dograditev, tako da smo pridobili gradbeno dovoljenje, uspešno smo se prijavili na razpis. Zdaj nas pa čaka seveda v naslednjem letu potem začetek gradnje in pa vse te tegobe, ki nas bojo s tem spremljale, ob tem, da je država bila tokrat manj radodarna in nam je dala samo 3 milijone 300 denarja od projekta, ki je vreden 12 milijonov, tako da bomo imeli kar težko delo, da to spravimo skupaj. Na seji sveta občine Vojnik, ki je potekala danes, so potrebovali tudi proračun za naslednji 2 leti. Je rekordno visok, zaradi tega, ker je ta investicija v šolo seveda pomembna in pridemo na odhodkih kar na 27 milijonov evrov, kar je tako za zelo ponazorito dvakratni proračun normalen naše občine. In seveda jaz upam, da nam bo to tudi nekako uspelo stišati naprej. Seveda še nimamo izvajalca, še postopki izbire tečejo, pa tudi denarja še ne, tako da bo treba to še kar podelati. Še vedno bomo delali na sanacijah po neurju, tu je še nekaj priložnosti. In pa seveda ti programi, kot sem rekel, obnova cest, vodovodi. Mi imamo cilj, da bi nekako zaključili z makadamskimi cestami v kategorizirani obliki, se pravi, da bi to enkrat bilo vse asfaltirano, tudi z vidika vzdrževanja. Je bil pa županov novoletni sprejem v celoti namenjen predvsem podeljevanju priznanj najuspešnejšim športnikom občine Vojnik v letošnjem letu in med prejemniki priznanj je bila tudi Branka Kunej, članica društva Šentlok, ki je v letu 2025 dosegla odlične uspehe na področju lokostrelstva. Ukvarjam se z lokostrelstvom že 3. leto. Začela sem bolj iz heca in rekreacije in na to so nastali rezultati in kot državna prvakinja absolutno, to se pravi vseh tekmovalk v moji kategoriji goli lok v Mokricah. Potem sem bila sprejeta v reprezentanco letos, sem bila v Srbiji na Evropskem prvenstvu, kot ste slišali, sem dosegla 5. in 6. mesto, kot skupno posamezno pa 20. Športna priznanja je na dogodku prejelo 11 športnikov, kot prva pa je priznanje prejela Pia Pinter de Lobst, uspešna mlada violinistka, ki se februarja letos podelitve zaradi odsotnosti ni mogla udeležiti. In kot je še dejala najstarejša prejemnica priznanja, za šport nikoli ni prepozno. Točno tako, ja. Ker sem ugotovila, da je to zelo sproščujoče, antistresno in pozabiš na vse, ker ko stojiš na samem poziciji strela, si sam s sabo, centrom in puščico. In okoli tebe
vse izgine. Je pa dan pred županovim novoletnim sprejemom svoja vrata odprl tudi letošnji božični Vojnik z že 11. razstavo jaslic, na katerega je še posebej ponosen nekdanji župan občine Vojnik Beno Podrgajs. Božični Vojnik je še vedno čudovita zgodba, ki privablja ljudi iz vse Slovenije, mislim tudi na izdelovalce, obiskovalce in prav neverjetno je, če bi pred 10 leti pomislil na to, kaj bo Božični Vojnik prinesel kraju Vojniku, občini Vojnik, bi se sam sebi nasmejal, ker toliko dobre volje, toliko povezanosti, toliko ustvarjalnega duha, kot je prinesel ravno ta dogodek Božični Vojnik, toliko novih idej, smisla, je prav neverjetno in tako smo, hvala Bogu, postali prepoznavni še po nečem drugem, ne samo po bolnici Vojnik, ampak tudi po Božičnem Vojniku. Poleg največje razstave jaslic v Sloveniji je v Vojniku tudi letos pestro in praznično dogajanje. Ob večerih Božični Vojnik zaživi v svetlobi tisočerih lučk, ob zvokih božične glasbe in stojnicah, ki se šibijo pod dobrotami lokalnih ponudnikov. Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je v petek na srečanju z mediji predstavil ključne dosežke mestne občine v iztekajočem se letu ter cilje za prihodnje obdobje. V petek je župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler gostil predstavnike medijev, s katerimi je spregovoril o delu občine v iztekajočem se letu. Na srečanju je osvetlil ključne uspehe, izpostavil izzive, s katerimi so se na občini uspešno soočili, ter predstavil cilje in usmeritve za prihodnje. Oddelali smo praktično večino, kar smo si nekako zadali s proračunom za leto 2025. Glavnina seveda oddelanega je bila spet na popoplavni sanaciji. Realizirali smo tudi druge programe, druge investicije. Pridobili smo ogromno nepovratnih sredstev, katere bomo črpali v letu 2026 in pa 2027. Bilo je ogromno lepih dogodkov, bilo je ogromno narejenega na temo mirovništva v naši občini, tako da če sklenem, lahko rečem, da smo res poskušali postoriti kar največ za dobrobit vseh naših občank in pa občanov, za dobrobit vseh še mogoče prijateljev Slovenj Gradca in seveda se intenzivno pripravljamo na leto, ki prihaja. Župan je posebej izpostavil tudi proračun, ki so ga mestni svetniki pretekli torek potrdili na seji sveta mestne občine Slovenj Gradec. Skupna vrednost občinskih proračunov za leti 2026 in 2027 znaša 181,5 milijona evrov. Od tega je proračun za leto 2026 velik 135,2, za leto 2027 pa 46,3 milijona evrov. Seveda pa moram reči, da nam je pa uspelo tudi počrpati ogromno nepovratnih sredstev in kar pomeni, da bomo izvajali ogromno tudi investicij na drugih področjih, ogromno na področju športa. Zaključujemo z športno dvorano, zaključili smo že z novim nogometnim igriščem z umetno travo, zaključujemo spomladi z pomožnim igriščem, z večnamenskim igriščem, predvsem za rekreativce, posodobljenim košarkarskim igriščem v športnem centru in pa tudi z prizidkom športne dvorane, katerega vrednost je preko 4 milijone evrov in s tem nekako zaokrožujemo investicije v športno infrastrukturo v športnem kompleksu. Kot je še povedal župan Klugler, tudi gradnja novega prizidka zdravstvenega doma Slovenj Gradec intenzivno poteka. V naslednjem letu zaključujemo tudi z prizidkom k zdravstvenemu domu. Nekje konec pomladi bo verjetno, da ta investicija tudi zaključena. Kot že večkrat povedano, 2000 približno novih neto uporabnih površin, novih ambulant, kjer bomo lahko res izboljšali zdravljenje na primarni ravni, tako za uporabnike kot tudi za zdravnike, kajti ta zdravstveni dom je star preko 40 let, sicer smo ga energetsko sanirali, ampak lahko rečem poka po šivih in imamo tudi dislocirane enote tega doma. Z novim letom se v povprečju za 8% zvišuje tudi cena vrtca. Kar 70-80% izračuna cene vrtca predstavljajo plače zaposlenih. V našem vrtcu, ki ima 11 enot, je preko 150 zaposlenih in vsi vemo, da je bila
pred kratkim sprejeta ta plačna reforma, ki je povečala dvig plač zaposlenim v javnem sektorju, dvignila se je tudi minimalna plača, v ceni programa pa je tudi 40% božičnice oziroma zimskega regresa, kar pomeni približno 200 tisoč evrov več za občinski proračun, kajti občina nekako okrog 70% cene programa vrtca pokriva, pomeni pa približno 100 tisoč evrov v celotnem letu, v masi tudi več za starše. Župan Klugler ob tem ni izpustil niti težav, s katerimi se je občina soočala v preteklem letu. Med največjimi izzivi so še vedno sporni leseni mostovi. Kar se tiče mostov, moram reči, da končno investicija prihaja k koncu. Mostovi kot takšni so že nameščeni, trenutno še poteka samo zaključevanje, teh dohodnih poti in pa asfaltiranje le-tega. Do konca tega meseca, kot smo nekako tudi si zadali, bo investicija v celoti zaključena. Vsi trije mostovi bodo izvedeni in pa tudi po seveda pridobitvi uporabnega dovoljenja, ki bo takoj v začetku leta tudi uradno predani v uporabo. Zdaj, kakšna bo končna cena mostov, je danes zelo težko reči, kajti investicija mora biti zaključena, pogodbena vrednost pa je 490 tisoč plus DDV in jaz mislim, da bo tudi ta cena dokončno ostala in bo s tem celotna investicija, trajnostna mobilnost, poleg 9 km kolesarskih poti tudi zaključena. V nadaljevanju je župan predstavil tudi cilje za prihodnje leto. Ti so usmerjeni v nadaljnji razvoj občine, predvsem na področju šolstva, športa in zdravstva, krepitev lokalnega gospodarstva ter še večjo vključenost občanov v sooblikovanje samega kraja. V Mozirskem gaju je letos zaživela že 10. božična bajka Slovenije. Ustvarjajo 2 milijona prazničnih lučk. Mozirski gaj, ki ga od pomladi do jeseni krasi cvetje, z adventom zaživi pozno popoldne in zvečer, ko se prižgajo praznične luči in ustvarijo božično bajko Slovenije. Letošnjo jubilejno 10. božično bajko Slovenije navdihuje geslo Ne morem brez tebe in to v najširšem pomenu. Cel park oziroma okrasitev parka je zamišljena tako, da se po njem sprehodimo, malce samo reflektiramo, meditiramo, razmišljamo o tem, brez česa mi dejansko v življenju ne moremo. Vsem najprej pride na pamet seveda družina in bližnji, pa vendar, če se spustimo malce globlje, bomo najbrž ugotovili še marsikaj drugega. Svoboda, okolje, družba, zabava, spanec, karkoli takega in ravno to je ta rdeča nit, ki vodi letošnjo božično bajko Slovenije. Za jubilejno božično bajko Slovenije so pripravili kar nekaj novosti. To, da imamo 2 milijona lučk za vsakega Slovenca po eno, je tako bilo že znano, ker smo to obljubljali že na začetku, že ob prvi božični bajki Slovenije. Sicer pa letos tudi najvišje živo okrašeno drevo v Evropi, visoko je skoraj 40 metrov in hologramske jaslice edine v tem delu Evrope. Sprva so sicer menili, da gre za drugo najvišje okrašeno drevo v Evropi. Potem smo pa v bistvu ugotovili, da ta, ki so klasificirana kot višja, niso živa, torej ne rastejo več, ampak so samo okrašena. Našo drevo dejansko raste. Zdaj, to je glede na podatke, ki so dostopni javno na spletu, pač Ana Bertič, kreativna vodja, je to res šla fejst raziskati in ni ugotovila, da bi kjerkoli druge bilo višje. Sicer pa je ekipa božične bajke Slovenije že povsem uigrana. Kreativna vodja božične bajke Slovenije je Ana Bertič, ki si dejansko zamisli celotno rdečo nit. Z Darkom Beletom, našim vodjo parka, se seveda vsem tem posvetujejo. Glede na to pa, da že 10 let postavljamo to božično bajko, ima nekako Ana že svojo utečeno ekipo 8 do 10 ljudi, ki to v tem enem mesecu postavijo. 10. božična bajka Slovenije je vrata odprla na prvo adventno nedeljo, odprta bo čisto vsak dan do vključno 4. januarja. In kako so zaenkrat zadovoljni z obiskom? Bi rekli, da je po pričakovanjih. Zavedamo se, da tako velikih številk, kot smo jih imeli takrat, ko je bilo
koronsko leto ne moremo več doseči oziroma zelo težko, zaradi tega, ker takrat je bilo vse drugo zaprto, bil je odprt samo Mozirski gaj. Danes vemo, da je adventna ponudba v Sloveniji in izven zelo, zelo široka, pa vendar smo kar zadovoljni številkami, verjamemo, da bodo podobne kot prejšnja leta, če ne celo višje. Obiskovalce pa sta letos pričakala tudi obnovljeno in novo parkirišče pri Gaju. Investicijo v višini skoraj -1 milijon evrov je v sklopu popoplavne obnove financiralo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Absolutno, spominjam se še tistih obdobij, ko je kdaj pa v božično bajko tudi zapadel sneg, nažalost kdaj pa kdaj tudi dež, in ko so se takrat ljudje pripeljali in je bilo to glavno betonirano parkirišče že zasedeno, jim je ostalo samo parkirišče na šudru, ki je bilo spodaj blatno in so imeli nekateri kar nekaj težav. Na srečo tega sedaj več ni in je tudi parkiranje ostaja brezplačno za obisk Mozirskega gaja in je sedaj tudi popolnoma urejeno. Božična bajka Slovenije se skupaj z muzejom poteguje tudi za naziv Božična vas Evrope. Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je v petek in soboto pripravilo že tradicionalno božično druženje članov ter vseh občank in občanov. Z letom 2025 so šmarški vinogradniki zelo zadovoljni. V Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki ni veselo samo v času okoli občinskega praznika in svetega Martina. Društvo vinogradnikov zadnje leta skrbi tudi za božično druženje in zabavo. Ja, marsikomu tu v našem kraju se zdi mogoče malce čudno, da ravno vinogradniki pripravljamo tole božično druženje. Je že nekje zdaj tradicionalno. Mislim, da vsega skupaj nekje 6 let. Ampak takrat je prišla ideja, ker se pač ravno v tem času v Šmartnem ni nič dogajalo, je pač nas prešinala ta ideja, zakaj pa ne bi v tole Martinovo vas, ko je tak lep kraj, pripeljali malce tega božičnega vzdušja, zakuhančka, vonja po cimetu in seveda tistega predbožičnega druženja. Seveda pa kljub temu nekje težimo k temu, da je čim več nastopajočih, potem, ko je pa teh nastopov konec, pa eno tako lepo druženje. Ne gre le za druženje članov društva, ampak vseh občank in občanov ter obiskovalcev od drugod. Tako, za vse občane, ki se želijo takole na večer malce podružiti. Danes nas bo obiskal tudi Božiček, imeli bomo lutkovno predstavo, skratka, bo zanimivo. Božične stojnice so ponujale izdelke in dobrote lokalnih ustvarjalcev in ponudnikov. V soboto se je nadaljeval pester program s pevskimi in plesnimi nastopi. Razpoloženje je bilo še toliko bolj preširno, ker je leto 2025 vinogradnikom prineslo dobro letino. Ja, za naše društvo je bilo v letošnjem letu eno tako dobro leto, jaz temu pravim. Končno po 2 letih, nekje smo bili zadovoljni s količino, s kvaliteto, tako da z veseljem se potem tudi pripravimo k delu in nekako organiziramo takšne stvari. Novo leto bo društvo takoj pričelo delovno. V januarju bo najprej delovna pokušina vin. Potem pa v aprilu imamo društveno ocenjevanje. Moram pa danes dodati še eno zadevo, ki bo potekala v mesecu aprilu in pa maju v Šmartnem ob Paki, in sicer državno ocenjevanje vin vseh 3 vinorodnih dežel bo letos potekalo pod našim okriljem in dejansko bo to res 2 zelo pestra dneva. Prvi pester dan bo, ko bojo v bistvu 3 skupine, 3-članska komisija ocenjevala čez 300 vzorcev vseh 3 vinorodnih dežel. Nekje v mesecu maju pa skupaj z občino planiramo, da bo pa potekal Vinisov dan, kjer pa bo v tej Martinovi vasi zelo pestro. Najprej pa je seveda čas za druženje in zabavo ter dobre želje. Jaz želim vsem obilo zdravja, uspeha, pozitivne energije, pa tudi če je kdaj hudo, bom rekla, pomislimo na nekaj dobrega, pa najdimo pozitivno plat.
S tem prispevkom, gledalci in gledalke, zaključujemo torkov VTV magazin. Hvala za vašo prisotnost. Želimo pa seveda lepe božične praznike. Lepo se imejte in nasvidenje v torkovem VTV magazinu.